Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV. Z nami nocoj ponovno gostimo izjemno in srčno sogovornico Katarino Habe, ki je izredna profesorica za občo psihologijo na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Redno sodeluje s pedagoško in filozofsko fakulteto v Mariboru ter z inštitutom KNOL za glasbeno terapijo in supervizijo. V akademski prostor jo je pred dobrimi 25 leti povabila želja po raziskovanju in širjenju znanja na področju psihologije glasbe. Interdisciplinarne vede, ki je nastala na presečišču psihološke in muzikološke znanosti ter predstavlja most med znanstvenim in umetniškim raziskovanjem, most med naravoslovnimi in družboslovnimi vedami ter most med teoretično in aplikativno usmerjenostjo. Kot glasbenica in psihologinja je že kot študentka začutila svoje poslanstvo v tem, kako izkoristiti spoznanja s področja psihologije glasbe za psihološko opolnomočenje glasbenikov in po drugi strani za promoviranje znanstvenih izsledkov o glasbi kot sredstvu spodbujanja psihološkega blagostanja. Katarina Habe je odprla vrata psihologiji glasbe v slovenski prostor in je predstavnica Slovenije v mednarodni mreži glasbenih psihologov. V slovenskem prostoru je začela združevati različne poklice profile strokovnjakov z željo, da se raziskovalno povezujejo in širijo dragocena spoznanja o zdravilnih učinkih glasbe. Katarina pravi, da je glasba pesem njene duše. Je ustanoviteljica Terceta Katrinas ter avtorica številnih besedil in glasbe. S Katrina so izdale 7 zgoščenk, 2-krat zmagale na Slovenski popevki s skladbama Letim in Zelen žafran, ter koncentrirale doma in v tujini z različnimi inštrumentalnimi zasedbami. V mesecu septembru je izšla njena znanstvena monografija Kako zablesteti na odru, dejavniki uspešnega glasbenega nastopanja, ki predstavlja prerez njenega 25-letnega raziskovalnega dela. Prisrčen pozdrav v našem studiu, drago Katarino Habe. Dobrodošla, Katarina. Živjo. Živjo, kako si kaj v tem septembru? Ja, moram reči, da je kar polno stvari, dogaja na veliko, ampak se znotraj tega hitenja učim najti svoj notranji mir. Tako kot pravijo, takrat, ko je nevihta naokrog najmočnejša, je zelo pomembno, da si ti znotraj tega centra postavljen, umirjen. Tako da se malo treniram. Včasih malo boljš, včasih malo slabš. Tako, imamo kar dobre treninge, ker odlične. Smo se prej pogovarjali, vse se dogaja, Ja. Različne energije pritiskajo in rabimo nekako najti ta svoj mir, ta svoj steber, center, kljub nekim zunanjim faktorjem, ki so včasih naporni. Tako da midva se snemala oddajo tudi v času covida, ki je bilo tisto, Ja. Najhuje, bomo rekli, kar smo do zdaj doživeli. Zdaj vprašanje, kaj nas čaka. Ta 24 je prelomnica, 25 tudi ne pravijo spet neka nova realnost, da bo, tako da rabimo ostati v središčenju, v centru, v stiku. Torej, rekla sva, da si izdala pred kratkim to monografijo Kako zablesteti na odru. Tako da me zanima, kdaj ti najbolj žariš na odru? Ja, jaz najbolj žarim takrat, kadar stopam v zanos. V zanos pa stopam takrat, ko neko stvar res dobro poznam, jo imam zelo rada, tako da sem jo veliko preštudirala ali pa se veliko njej naučila ali pa jo preizkušala, če govorimo o glasbi. In potem, ko pridem na oder, se zlijem naenkrat s tem, kar delam, s to aktivnostjo in z vsemi tistimi, za katere ustvarjam te vsebine. Zdaj pa je to pravim ali glasba, ali neka vsebina, ki jo prenašam v obliki predavanja. Jaz sem velikokrat v zanosu, ko delam s svojimi študenti in je to na nek način tudi moj oder. Jaz želim s tem svojimi iskricami njih okužiti, da z mano stopijo v zanos in žarijo in s tem tudi sami srkajo nova znanja. Tako da to je, tale knjigica, to je moj akademski otrok in včasih se pohecam, da sem res zanimiv človek, ker ko sem to knjigico dobila, jaz sem jo takole stisnila k sebi in jo prav pocrklala. Jaz sem tako vesela za to delo. Ni zgolj ena kljukica, ampak je res prerez
velikih mojih prizadevanj na področju opolnomočenja glasbenikov in tudi mojstrenju sebe, kar se tiče psiholoških veščin. Odlično, odlično, res. Koliko časa pa na kakšen način je pa knjiga nastajala? Ja, če bi zdaj res vse skupaj pogledali, je to kar dobrih 25 let. Zato, ker jaz sem že za svojo diplomsko nalogo preučevala tremo in izvajalsko anksioznost pri glasbenikih. In takrat moram povedati, da v slovenskem prostoru ni bilo nobene raziskave na to temo in potem tudi še dolga leta ne. Tudi v tujini so bile redke raziskave na to temo, tako da mi je bil velik izziv že dobiti članke o raziskavah. Tako da se spomnim, kako sem šla v Ameriki na USC in tam v knjižnici zbirala prav na ta starinski način še vse te prispevke pa knjige, a ne. No in potem sem tudi magistrsko nalogo delala o vplivu izvajalske anksioznosti na uspešnost glasbenega nastopanja in vodila vsa ta leta tudi delavnice za glasbenike, pa tudi za druge profile nastopajočih. In se zadnja leta usmerila pa v drug ekstrem, a ne, če rečemo, ta izvajalska anksioznost je bolj v tistem minusu, na plusu predizvedbenega vznemirjenja je pa zanos. Tako da zadnja leta preučujem pa zanos in kako vstopati v stanje zanosa, ki se kaže v iskrenju. Odlično, odlično. Saj imaš res tako energijo, ti sončno, ne, tako res oddajaš in se to čuti, ne. Ja, hvala. Ja, res. In ljudje gotovo tudi čutijo, ne, to in jim lahko doprineseš, ker v resnici je vse energija. Vse energija in čim bližje se mi dotaknemo svoje izvorne energije, tisto, kar je avtentično naše in tisto, kar je naše poslanstvo, da širimo navzven, tem bolj smo v pretočnosti in tem bolj lahko sijemo. Zato je tisti temelj biti pristen in se zavedati, kaj je naše poslanstvo. Odlično. Še predno gremo na premor, katere teme vse knjiga v bistvu zajema, ne? Knjiga zajema ogromno nekih vsebin, ampak če zdaj to malo poenostavim na 3 večje sklope. Prvi večji sklop je sploh opredelitev uspešnosti po teh notranjih kriterijih in zunanjih kriterijih, predvsem z vidika glasbenega nastopanja. Potem grem na poglavje dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost glasbenega nastopanja in tukaj govorimo o posrednih dejavnikih, ki so tisti, ki jih mojstrimo na dolgi rok in neposredni tisti, ki jih moramo prakticirati tik preden gremo na neko situacijo izvedbe in na koncu še eno tako širše poglavje o tem, kako se premikamo od stresa k psihološkemu blagostanju. Odlično, odlično. Torej res namenjeno vsem, ki jih zanima en tak kvaliteten nastop, brez treme, brez nekih anksioznih stanj. Ne? Res je in na koncu je to tako, če pogledaš vse te stvari, so to veščine, ki jih mi potrebujemo za življenje, ne samo za oder. Definitivno, ne? Ker v bistvu non-stop smo v interakciji z ljudmi, non-stop nastopamo, ne? Pač prezentiramo sebe na neki ravni, ne? Izražamo sebe in smo v tem stiku z ljudmi. Ne? Tako. Odlično, odlično. Še mogoče pred premorom navajaš številne v bistvu strategije obvladovanja tega vznemirjenja, treme. Mogoče lahko deliš z nami kakšen trik, kakšen nasvet, usmeritev za naše gledalke in gledalce? Ja, nekaj zadev je dosti enostavnih. Običajno, kadar smo mi pod pretiranim vznemirjenjem pred neko izvedbo, nekim dogodkom, začutimo najprej napetost v solarnem pleksusu, v sončnem pletežu. In je pomemben, da sprostimo to napetost. Lahko jo sprostimo samo to, da stisnemo mišice trebušnega predela in jih potem sprostimo. In naj bo ta faza sprostitve vsaj 2-krat daljša kot faza napetosti. To je ena stvar. Zdaj, če govorimo o sproščanju napetosti v telesu, lahko tudi prepoznamo, kje se nam najbolj nakopiči stres. Rečemo, jaz pri sebi prepoznavam, da je to v vratno-ramenskem predelu. Tako da jaz naredim tako zelo na hiter, napnem ta del in spet sprostim. In to naredim parkrat in moje telo že dobi signal, vse je v redu, lahko se sprostiš. No, tako, smeh
je pol zdravja in tudi, kar se tiče obvladovanja stresa, imamo eno tako intuitivno reakcijo, da si mi bodisi začnemo jokati ali pa smejati, zato ker na ta način, a ne, ker to delamo, sprostimo našo prepono, spet sprostimo tale predel v solarnem pleksusu. Še ena hitra vajca je 4-4-8, vdihujemo na 4, zadržimo dih na 4 in izdihujemo na 8. Tako, točno tako. In zraven si lahko tudi, če umirimo na ta način, da če imamo priložnost, da mi zapremo oči, si predstavljamo, kako se te številke prižigajo, do 4, zadržimo na 4, spet vidimo in izdihujemo, spet vidimo te številke in s tem tudi naš umirimo, da ne bega na naše strahove. Odlično, odlično. Bova nadaljevala čez nekaj trenutkov, tako da se vidimo, kmalu smo nazaj. Lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije oziroma moj odnos do samega sebe. Ja, vse se začne pri nas samih. Profesorica Katarina Habe je z nami. Katarina, kako v bistvu gremo iz tistega perfekcionizma oziroma kako je sploh, izpostavljaš tudi perfekcionizem v tej knjigi, ali ni dobro, če stvar, ki jo izvajamo, popolno izvedemo, oziroma kako sprejeti to človeško nepopolnost, da se kdaj zmotimo, delamo napake? Mislim, da je to največja umetnost življenja, kako sprejeti, da smo zmotljivi. Realnost je pa ta, da vse, kar nas obdaja, ima različne nianse. Ni samo v eni dimenziji, ampak je v raznolikih odtenkih. In se mi zdi, da največja mojstrovina je spustiti sebe do te mere, da rečeš, ok, v redu, v tem trenutku sem dala največ od sebe, ampak to pa mogoče bi bilo lahko še boljše. S tem, da se ne prilepimo na to, ker ni bilo v redu, ampak se prilepimo, vidimo tisto celo sliko, kaj je tisto, kar smo v nekem trenutku predali. Namreč pri perfekcionizmu lahko govorimo o dveh oblikah. Ena je prilagojenje perfekcionizem, ki je adaptiven. Nam pomaga, da mi želimo biti boljši in boljši, najboljša različica samih sebe. Tako da tukaj je pozitiven predznak, zato ker nas to spodbuja k rasti. Na drugi strani imamo pa neprilagojeni perfekcionizem, maladaptivni. Ta je pa nažalost vse prepogosto prisoten, vidi se pa tako, da karkoli naredimo, nikoli ni dovolj dobro. In lahko naredimo popolno celoten nastop, rečemo, ampak ena pikica ni bila v redu, ampak mi bomo gledali samo tisto pikico, ki ni bila v redu. To je tisto, kar so nas dostikrat programirali, pa nisi bil dober, pa pazi, pa to je narobe. Tako, ampak moč je v nas. Mi lahko svojo miselno naravnanost mi lahko spremenimo. In če bi se že od majhnega učili v smeri tega, da delati napake ni nekaj slabega, temveč je samo pot učenja in da ni narobe, če naredimo napako, potem bi bilo naše življenje precej drugačno in potem bi tudi lažje, ko nastopamo, vzeli v zakup to, da je to splet nekih raznolikih okoliščin. Recimo, če imaš ti nek slab dan, se slabo počutiš, mogoče si celo bolan, je jasno, da ne boš mogel enako zablesteti na odru kot takrat, ko si najbolj poravnan z vsem, kar obstaja. In sprejeti to paleto vsega, kar pride in reči, ok, dobro, danes to res ni bilo v redu, ampak je bilo najboljše, kar sem lahko ta trenutek dala. To se mi zdi res mojstrstvo, ker sam sebi na nek način daš odvezo. Tako jaz tudi rečem, smo že božansko popolni v tej človeški nepopolnosti. Točno tako. In je dobro to sprejeti. In tudi zanimivo je, tudi če včasih narediš napako, ravno ta napaka naredi poseben pečat določeni izvedbi. S tem ni nič narobe. Ni v popolnosti lepote. V takih drobnih niansah,
ki naredijo stvar posebno, izstopajočo. Seveda ne, da je vse pač na glavo postavljeno, nikakor ne. To moramo vzeti kot predpogoj, da smo res dobro pripravljeni in da mi naredimo vse, ampak potem pa spustimo in prepustimo. In zaupamo, res tukaj je zelo pomembna ta vera, da življenje ve, kam nas vodi. Tudi v neki izvedbi, tudi v nekem pogovoru, da je vse prav tako, kot je. Ja, to pa tista predaja, kar rečemo, ne, in zaupamo življenju in se potem odvije. Mi damo vse od sebe, potem pa prepustimo in let it be, ne. Ja. Odlično. Ni pa enostaven, Ni pa enostaven, vedno, ja. V teoriji vse vemo, ne, ampak... V teoriji je enostaven, v praksi je to največje mojstrstvo. To je to, ne, da se ti v trenutku, ki si, ne, v neki stiski, da se spomniš, da zadihaš, ne, Ja. ne, in da ne reagiraš iz nekega impulza, iz neke nezavedne situacije, ampak da zavestno odreagiraš v situacijo. Točno to, kar si rekel, ker tudi čuječnost je pomemben element tega, da mi obvladujemo celotno situacijo. In če smo mi res sposobni biti tukaj in zdaj in ne begati nazaj in naprej in se z mislimi ukvarjati s tisoč in eno stvarjo, temveč biti popolnoma zatopljeni v to, kar trenutno počnemo, potem kar naenkrat ogromno stvari spuhti v zrak. Definitivno, ne. Torej, tudi pomen zanosa na odru, ne, izpostavljaš kot optimum za nek uspešen nastop, ne. Kaj je sploh zanos, kako ga lahko v resnici dosežemo? Ja, to je optimalno stanje motiviranosti. Dostikrat se poimenuje tudi kot vrhunsko doživetje. To je na nek način tudi neko mistično doživetje. Jaz pravim, da se tudi duhovna komponenta tukaj vključi in da se poravnamo, mi se harmoniziramo na vseh ravneh, na telesni ravni, na čustveni, na mislni in duhovni ravni. Zdaj, če pogledamo malo z vidika možganskega valovanja, je to zanimivo. Mi takrat stopimo v gama možgansko valovanje, kar pomeni, da v naših možganih vsi predeli začnejo delovati zelo povezano. In to vpliva tudi na to optimalno izvedbo in izostren fokus. Tako da tukaj je še to, pri otrocih je to nekaj popolnoma naravnega. Oni so večino časa, velikrat, bom rekla, ne večino časa, so v zanosu. Zato tudi, če otročku kaj govoriš, ko se on igra, te ne sliši, te ne vidi, moraš res priti do njega, pa preusmeriti pozornost nase, zaradi tega, ker on je res popolnoma zatopljen v tisto, kar počne. In če znamo mi pri stvarih, ki jih izvajamo, ne bo to glasbeni nastop, ne bo to nastop pri javnem nastopu govora, ali v športu, ali tudi rečemo pri kirurgih, pilotih, vse to so te izvedbene situacije. Povsod gre za to, da se moraš popolnoma prepustiti temu trenutku in dati celotno svojo koncentracijo na tisto, kar počneš. Definitivno, ne, torej res biti v stiku, v fokusu, in zavestno v bistvu delovati, in biti pretočen tudi. Se pa to tudi trenira, obstajajo treningi, dosti je tudi treningov biofeedbacka, kjer s pomočjo meditacije treniraš. Rečemo tudi pri dispenzi, se gre velikokrat ravno v gama možgansko valovanje. In to stanje spreminja našo strukturo in spreminja naše delovanje. Tako da dostikrat rečem mojim glasbenikom pa drugim nastopajočim, da težko se zmojstrimo, če mislimo, da bomo stvari uporabljali samo na odru, te psihološke veščine. Ne, mi se moramo zmojstriti za oder življenja, ker če znamo obvladovati stresne situacije v vsakdanjem življenju in če vsak dan te veščine krepimo, morda samo s 5-10 minutami meditacije na dan, potem tudi v vseh izvedbenih situacijah, kjer je stres večji, lažje obvladamo sebe. Definitivno, ja. Definitivno. Torej, da imamo res to povezavo s seboj, da smo skleni, da imamo srčno možgansko koherenco, da smo
v balansu uma, srca, ne, potem smo nekako celostni in delujemo lahko iz neke celote sebe, ne. Ja. Z tega, kdo mi v resnici smo. Ja. Ne iz iluzij, pa iz nekih vzorcev, pa strahov, pa vsega tega. Ne. Tako in tukaj tudi izgine ego naravnanost, bi temu rekla, ne. Stopimo iz pozicije, ko imamo občutek, da se moramo samo dokazovati drugim, v pozicijo, da služimo s tem, kar počnemo. In to je čist druga energija in čist druga naravnanost. Tako je, da služimo celoti, ne, z našim darom, poslanstvom, s tem, kar imamo. Ne. Ja. To je res super, jaz tudi, kar delam, recimo teh delavnic, pa ne, seminarjev v terapiji, res čutim to, ne, to srčno energijo, ne, to vibracijo. In ta energija spreminja, zato imaš toliko močne učinke, zato, ker si popolnoma predan temu in s tem tudi potegneš v ta tok skupen tistega, s katerim delaš. Prideš res v resonanco srčno, ne, in ljudje to itak začutijo, ker smo energijska bitja, ne, in vse je vibracija, vse je energija, ne. In to je tisto, ne, ko ti tudi nastopaš, recimo, ne, in ko daš to energijo, ne, publiki, dobiš seveda to feedback nazaj, ne, in je to ful lepo, ne. Mi zdi nekaj najlepšega, ne, kar lahko doživiš. To je en tak mističen ples, bi jaz temu rekla, ko začnejo energije plesati med sabo in se prepletati. In tukaj gre res na koncu za soustvarjanje. Ne gre za to, da ti ustvarjaš za nekoga drugega, temveč skupaj soustvarjaš. Tako, ne, in je ta skupen flow, skupen tok energije in je res lepo, ne. Odlično, bova nadaljevala, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV, z nami izredna profesorica, doktorica Katarina Habe. Ja, Katarina, ti si tudi seveda ustanoviteljica Katrinasa, ne? Mogoče nam zaupaš kakšno anekdoto, karkoli, a ne, bilo v sklopu vaših nastopov, veliko je tega, ne? Ja, zelo veliko je bilo nekih zanimivih stvari, ko se tudi naučiš, kako je treba določene stvari obvladati, ne. Običajno nam največ stresa na odru predstavlja tehnika, ker če nimaš dobre tonske podlage, a ne, se stvari začnejo zapletati. In takšnih situacij je bilo kar nekaj. Enkrat se je zgodilo celo to, da sem jaz na enem nastopu ustavila in sem rekla, zdaj bomo pa mi nekaj a capella zapele, da se bo zvok poštimal in šele pol bomo šli naprej. In punce so me kar tako pogledale, kaj se zdaj ti greš. Ampak res je pomembno, da te takrat ne zagrab panika pa nek strah, ampak rečeš, ok, kaj lahko zdaj naredim, da bomo to situacijo rešili. Pol ena druga situacija, se tudi spomnim, kako je bilo hecen. Stale smo na odru in jaz sem se zelo dobro počutila. Res pa, da sem bila v takem zanosu in sem zelo veliko tudi tega telesnega vznemirjenja čutila. In me prepevamo in jaz sem imela eno tako dolgo krilo in jaz gledam dol in vidim, da to krilo se meni kar trese. In potem sem začela razmišljati, pa kako, kaj se zdaj meni to krilo trese, zakaj se meni noga trese, a ne? Pa jaz se ja tako dobro počutim. In to me je ponovno spomnilo na to, kar tudi študentom večkrat razlagam, da je to prednastopno vznemirjenje tako kot zaljubljenost, ko vse v tebi kar drgeta, ne? In zdaj, če si zaljubljen, ni problema, ti lahko to ven iz sebe spravaš, a ne, tako da nekoga objaviš. Če si pa na odru, a ne, zdaj, dobro, če se ti noga trese, to ni moteče toliko, a ne, te samo preseneti, kaj pa zdaj to, kaj se dogaja. Večji problem pa je, če se rečemo, glas trese, tam pa moraš poskrbeti za to, ali pa če bi se roka pri inštrumentu, a ne, če se trese, ker imaš polintonančne probleme ali pa pri petju probleme z dihanjem in moraš te stvari obvladati, preden si na odru. Še en hec, to je bilo tudi zelo zabavno, a ne, dva imam takšna. Enkrat smo imeli en nastop in je bila tak ogromen skrin in ko smo šli mi na oder, a ne, sem bila v takih visokih petah in kamera nas je snemala in predvajala na ta velik ekran, kako mi stopamo na oder. In jaz sem tako
polno pogrla. In to je bilo na tistem velikem ekranu. In tako zablestiš na odru. In jaz nisem s tem nobenega problema delala. Jaz sem prišla na oder in sem se najprej smejala in rekla publiki, če so kdaj že videli tako dramatičen prihod na oder. Enkrat sem se z glavo zaletela v mikrofon, ker sem se priklanjala. Skratka, takih stvari, 1001 stvar se zgodi, kar je pomembno, je to, da sprejmeš in s tem nekaj narediš. Nekaj uprit sebi, ne da greš v katastrofiziranje. Da ni neke drame. Tako, ja. To je to. Torej, vse je odvisno od nas, kako mi sprejmemo nek izziv, neko situacijo. Naša energija je tista, ki potem lahko ali tisto ogenj še bolj zaplamti, ali pa se umiriš, pa najdeš neko darilo tudi tle v tej zgodbi. Točno to. In na koncu so to tiste zgodbe, ki si jih najbolj zapomniš in se na račun njih še večkrat lahko nasmejiš. Tako, in potem greš spet v smeh, v humor in je spet visoka vibracija. Tako, evo. In si zmagal na koncu. Mogoče še dejva za ta zaključni del, pogledaj, če malo te tvoje načrte za akademsko, glasbeno področje, kaj načrtuješ, kaj zdaj še ustvarjaš? Zdaj je toliko enih zanimivih stvari. Ena takšna stvar, ki vse prosim za podporo, je to, da prijavljamo en tak velik raziskovalni program, ki bo namenjen spodbujanju duševnega zdravja in psihološkega blagostanja pri ranljivih skupinah s pomočjo glasbe. Tako da to zdaj prijavljamo in jaz se tam gor priporočam, da bo to šlo čez, ker mi že ustvarjamo čudovite vsebine in je fino, da imamo tudi neko formalno, krovno združenje, kjer bomo lahko to speljali. Potem delali bomo en tak čudovit projekt po novem letu s pediatrično kliniko. Oni so dobili nov klavir in ta klavir stoji v preddverju, tam, kjer je sprejemnica. Tam, kjer dostikrat pridejo zelo tesnobni in starši in otroci in se dogovarjamo, da bomo tam z mojimi študenti, da bomo pripravljali glasbeni program vsak dan za zmanjšanje te tesnobnosti, kjer bojo lahko starši ali pa otroci soustvarjali, če bojo želeli. Tako da to je tudi ena stvar. Na glasbenem področju imamo tudi kar nekaj dobrodelnih koncertov. 14. oktobra v Cankarjevem domu, potem imam promocijo knjige na Akademiji za glasbo, kjer bo preplet pogovora o znanosti in hkrati popestreno z nastopom Katrinas. Tako da bo to zelo luštno. Skratka, ogromno nekih stvari je zdajle pred nami, tako da jaz si samo želim, da ne glede na to, koliko veliko stvari je, da bom uspela ta notranji mir obdržati. Pa še eno zanimivo stvar delamo, to mi je pa tudi zdajle tako ena taka luštna stvar, ker jo jaz zelo rada delam vsebine za raznolike populacije. In zdaj delamo v okviru družinskih koncertov Slovenske filharmonije. Sem bila povabljena k soustvarjanju koncerta na temo glasba in čustva. In s Francijem Krevhom so pripravila tak prijazen, otrokom prilagojen tekst na temo, kako lahko glasba vpliva na naša čustva in kako si lahko mi pomagamo z glasbo takrat, kadar nam nekaj ne štima. In orkester bo igral, midva se bomo vmes pogovarjala, imamo uganke za otroke zraven, tako da to mi je pa tudi, pomislim na to, pa imam naježeno kožo, zato ker se mi zdi, da je tako fajn otroke že opolnomočiti s temi znanji, da jim bo v življenju lažje, da se bojo zavedali, da ima glasba res zdravilno moč. Odlično, bravo, moj poklon, res spoštovanje. Hvala. Vse, kar delaš. Luštne stvari, dobre stvari so. Pa to, da res otroke že se spodbuja v to, in to je res dragoceno. In ker vemo, mi smo tam do 7. leta, smo v teta stanju, ki spužvica vse absorbiramo notri in dobimo ogromno teh programov, mnogo tudi nezdravih, kar nas pahne pol v stres, v skrbi, v strahove.
In v bistvu tudi ne praviš pot glasbenika je eden izmed najbolj stresnih. Ne? Kako to, če je glasba nekaj, kar spodbuja blagostanje, kako je to? To je en tak hecen paradoks. Ne? Po eni strani ni sredstva, ki bi nas lahko tako opolnomočalo na vseh ravneh našega delovanja. Če pa pogledamo življenje glasbenikov, je pa tukaj toliko ogromno nekih izzivov. Sploh, če mi govorimo o glasbenikih, ki služijo denar v svojem poklicu s tem, da morajo konstantno nastopati, ne? Da morajo, rečemo, tudi izvajati glasbo, ki jim morda ni všeč, da imajo mogoče dirigenta, s katerim niso na isti valovni dolžini, ali pa rečemo tisti, s katerimi nastopajo, niso na istih vibracijah. Tukaj je veliko izzivov in že sama stresnost tega izpostavljanja in konstantno nekih novih programov, to res spravlja glasbenike v močen stres. Tako da ja, ampak če jih pa vprašaš, torej, če jih vprašaš, kako stresno je njihovo življenje, bo ta stresnost doživljanja zelo močna. Ampak tudi, če jih vprašaš, koliko blagostanja občutijo pri izvajanju glasbe, bojo pa ravno tako visoki rezultati, ker se zavedajo, da je to, kar počnejo, velik blagoslov. Tako da tukaj imamo res obe plati prepleteni med sabo. Je pa lažje tistim, ki se z glasbo ukvarjajo amatersko, zagotovo, ker samo penco na kavi posrkajo, ali pa bomo rekli, na torti tisto češnjico vzamejo, glasbenik pa vzame vse. In je cel paket in je veliko izzivov na tej poti. Tako da je kar pomembno, da seveda vsi, tudi glasbeniki, intenzivno na sebi delajo, na svoji podzavesti, na čustvih. Res je, zato ker tudi tukaj z glasbo se tako močno dotikaš svoje duše. Lažje si ti v neki službi, kjer delaš nekaj bolj analitičnega, lažje se odklopiš in delaš nekaj bolj rutinsko, izven sebe, kot v glasbi, kjer moraš popolnoma stopiti in se predati temu, kar počneš. Definitivno, ja. Mogoče še za zaključek, kje lahko dobijo tole knjigico tvojo? Najlažje, če pridejo na promocijo, če pa ne, lahko pišejo meni ali pa na spletni strani Akademije za glasbo, jo tudi lahko naročijo. Tako da, ker gre to zelo hitro, se ne trudimo kaj preveč s promoviranjem, knjiga se kar sama prodaja, tako da sem tega zelo vesela. Lepo. Definitivno ogromno lepih energij na svetov, tako da Hvala, je dobrodošla za vse, ki jih zanima ta tematika. Hvala, draga Katarina, da si bila ponovno moja gostja v naši oddaji. Res moj poklon, spoštovanje za vse, kar si, vse, kar delaš, ustvarjaš za ljudi, tako da sam tako naprej. Hvala enako, Dejan, in hvala za tvoje blestenje na odru življenja. Hvala. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v novi oddaji Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije in se gledamo prihodnjič.